Lep pozdrav od naju obeh. Danes imam pa za vas eno spet posebno rastlino, malo manj poznana, reče se ji pa deljenolistna srčnica. To je rastlina, ki je, se že samo ime nekako pove srčnica, zelo dobra za naše srce. Deluje krepčilno, deluje na dobro delovanje srčne mišice in pa nekako krepi naše telo. V bistvu nekako je dolgo veljala za zelo nepogrešljivo, saj so jo pogosto uporabljali, cenili že kar stari Rimljani, Grki. Predvsem so jo uporabljali za magične napoje, za odganjanje teh nesreč, za odganjanje zlih duhov. V glavnem, ne samo da je zdravilna, ima očitno tudi neke magične učinke. Zdaj danes zelo veliko jo pozna, ker raste tudi ob kakšnih robovih gozdov, je poznana bolj kot plevel. Oziroma nekako rastlina, ki jo najdemo ob teh travnikih, ob mejah travnikov, gozdov, ob kakšnih raznih poteh, tudi tam se rada zaseje, kjer je kakšno gradbišče, zato ker pač ne zahteva neke dobre zemlje, preveč dobre zemlje, ampak raste na precej peščeni in pa dobro odcedni zemlji. Sicer tale moja še ni tako velika, ampak zraste pa kar do dobrega metra ali celo malo več. Ima veliko listne mase in pa takšne drobne cvetki se ji potem naredijo po steblu. Evo, še tudi zelo medovita rastlina, čebelice jo rade obletavajo. Nekje zacveti lahko že tudi v začetku julija. Moja je bila letos je nekoliko kasneje zacvetela, zaradi pač malo hladnejšega vremena in pa ker je bilo veliko padavin, zato je pa zdaj veliko lepša. Ima nekako, ne diši najbolj prijetno, bom rekla, no, ni pa zdaj, da bi smrdela, ampak ima malo neprijeten vonj, pa tako, ko ga piješ, ta čaj iz srčnice ima nekoliko, ali pa če vzameš kakšen list, nekoliko pogreni. Kot sem že omenila, že samo ime deljenolistna srčnica je zelo dobra za naše srce. Nabiramo jo takrat, kadar cveti, pač nabiramo z cvetovi, listi, stebla, posušimo vse in potem iz cele rastline pripravimo čaj. Čaj pa pripravljamo v obliki poparka in ga potem pijemo nekako 2 do 3-krat na dan. Deljenolistne srčnice pa ne priporočamo, kadar so težave z visokim krvnim tlakom, če so že težave z kakšnim popuščanjem, z zastajanjem vode v telesu, ker je podobno kot glog nekako najboljša za preprečevanje težav s srcem. Kadar pa so že težave in se potem uporabljajo že razna zdravila za srce ali pa visok krvni tlak, je pa potem lahko pride do kakšnih kontrareakcij, tega si pa seveda ne želimo. Zdaj pa ni samo za srce, pa za to, ampak je zelo dobra tudi pri ženskih težavah, saj pač pomaga pri blaženju bolečih menstruacij, zelo dobra je tudi v času menopavze. Nekako naj bi urejala menstrualne cikle, torej lajšala te menstrualne bolečine, naj bi pomagala torej pri hormonskih nihanjih, tako da nekako bi jo, če imamo redne menstruacije, začeli piti že vsaj en teden pred menstruacijo in pa v času menstruacije. Nekako naj bi jo priporočali tudi po porodu, saj naj bi ustavljala te krvavitve.
in pa naj bi krepila maternico. Torej, nekako bi jo lahko priporočali v kombinaciji s plahtico, torej, da bi si naredile ženske deljeno listno srčnico, enaki del plahtice, si posušimo in si naredimo en takšen ženski čaj, ki pomaga pri ženskih težavah, torej pri menstruacijah, pri hormonskih nihanjih in pa mogoče na splošno v času menopavze, da se nekoliko boljše počutimo. Lahko si jo naredimo tudi v obliki tinkture in jo potem pijemo, seveda uporabljamo po kapljicah, nekje 15 kapljic 3-krat na dan, 15-20 kapljic tako nekje 3-krat na dan, lahko v vodo, čaj ali pa na mogoče sladkor, če nam okus tinkture ne odgovarja najboljše. Torej, deljenolistna srčnica. Zelo dobro tudi semeni, tako da tale je, mogoče vidite, že nekoliko, ne pokaže najboljše, že nekoliko odcvetela in bomo poskušali pridobiti letos nekaj semena, pa si jo bomo tako razmnožili. Drugače se pa dobro razmnožuje tudi s koreninami, ker tale je kar precej gosto nasajena in jo bomo v spomladanskih mesecih malo razsadili in pa dali še na neke druge grede. Tako, uspeva torej praktično vse povsod, ni zahtevna, tudi ni občutljiva za kakšne škodljivce, tako da jaz vam jo priporočam, da si jo posadite nekam, ker tudi če ne uporabljate, je precej lepa rastlina. Pa lep pozdrav do prihodnjič.